Torej, spoštovani gledalci SI TV, internetne televizije in pa spoštovani udeleženci na delavnici, pričenjamo delavnico o podjetništvu v kulturi. Sedaj je mogoče v začetku potrebno najprej povedati, čemu je delavnica namenjena, ker imate vsi, koliko vas poznam, eni manjše, eni večje izkušnje v kulturnem menedžmentu. Vsi ste že delali v različnih kulturnih organizacijah v Mariboru in druge. Je delavnica namenjena temu, kako se udeleženec bolje asimilira v posamezno organizacijo, tudi na vodilnem položaju, ali pa predvidenem vodilnem položaju, ali pa v mestnem menedžmentu v kulturni organizaciji, ali pa samo v izvedbenem položaju. Za vse delavnica je v bistvu primerna za vse nivoje delavcev v kulturi. Tako v javnem zavodu, kot v zasebnem zavodu, v društvu ali pa za samostojnega kulturnega delavca. Seveda vas pozivam, da me kar prekinete, naj bo to pogovor med udeleženci, ne pa predavanje. Torej, seveda smo ob enem izkoristili tudi nekaj prostora za marketing. Podjetništvo v kulturi, delavnica 12.12.2012 smo in predstavljamo ob enem v podstavku mogoče logotipe subkulturnega azila, podzaložb subkulturnega azila, Front Rock, Akord Records, Monofonika, Klasika Slovenika. Bilo bi mogoče v začetku primerno, da se tudi predstavimo. Moje ime je Dušan Hedl, drugače sem profesionalno aktiven v kulturi skozi vse svoje življenje. Moja izobrazba pa je elektrotehnik oziroma inženir elektrotehnike in pa diplomirani ekonomist. Sem tudi glasbenik in pa v prostem času še likovni umetnik. Mogoče, da se predstavimo še... Peter Vedrač, tudi sam že vrsto let delam v različnih organizacijah tukaj v Mariboru in tudi v Sloveniji na področju priprave in pa tudi izvedbe različnih kulturnih projektov. Jaz sem Tanja Cvitko, zadnjih nekaj let prav tako delam na področju kulture. Delala sem v javnem zavodu, trenutno delam v zasebnem zavodu in se zelo veselim današnji delavnici, da lahko poglobim svoje izkušnje, da izvem nekaj novega, kako obogatiti svoje znanje na področju kulture in kulturnega menedžmenta. Peter Dobaj, prav tako se nekaj let delujem na področju kulture. Pred kratkim sem postal samostojni podjetnik in bom svoj kruh vsekakor tudi iskal v kulturi, ker da podjetništvo v kulturi je vsekakor ena zelo dobrodošla delavnica. Sem Peter Farič, imam že številne izkušnje iz marketinga, vendar se še ni to dotaknilo kulture do sedaj, zato me pa zanima, kako poteka kaj marketing v kulturi, ker je kaj drugačne, kot pa sama prodaja ali pa kaj druga. Super. Nadaljujemo torej z delavnico podjetništva v kulturi. Mogoče najprej, da razčistimo pojme, kaj je kultura, kaj je umetnost. Ima kdo odgovor na to? Razlikujemo med kulturo in med umetnostjo. Peter, ti veš, kaj je kultura, kaj je umetnost, razlikuješ? Ja, kultura naj bi bila širši pojem, ne? Kultura je lahko nenazadnje tudi bonton kot tak, ne? Da se kulturno obnašamo po bontonu. Umetnost pa bi jaz uvrstila pod kulturo, da je umetnost nekako podmnožica. Umetnost spada pod kulturo, ja, nekako umetnost povezujemo s kulturo, pa še druge smeri kulture so kot umetnost, še glasba, še druge. Tako. Z umetnostjo ponavadi posameznik izraža čustva in svoj odnos do
okolja, do družbenih razmer, do okolja, v katerem živi in pa svoje osebno doživljanje izraža umetnik skozi umetnost. Medtem ko kultura je širši pojem, kultura izhaja iz besede oziroma kaj pomeni kultivirati oziroma naseliti, pridelati. Torej kultura, če malce, oziroma niti se ne šalimo, izhaja iz udelati zemljo, torej iz kmetijstva, daleč nazaj, častiti tudi. V glavnem, kultura je širši pojem, umetnost pa je v bistvu bolj stvar posameznika in dojemanja. Kaj je kulturna politika? Kdo glede na to vprašanje odgovoriti? Ja, v bistvu neka organizacija kulture, neki poskus, da bi usmerjal kulturo. Iz političnih zornih kotov, mogoče formalizacija kulture na političnem nivoju, na nivoju države. Tako preprosto rečeno, sicer vse te odgovore lahko vidimo lepo na Wikipediji in jih v bistvu tam tudi lahko citiramo, zakaj vlada na takšen način in na tem področju, na kulturnem in s takšnimi rezultati, zakaj takšne rezultate želi pridobivati. Seveda je jasno, da je to povezano tudi z dnevno politiko ali pa dolgoročno politiko. Še enkrat, nahajamo se v prostori subkulturnega azila in obenem izkoriščamo za kulturni marketing. Časovni prostor, čas, prostor v medijev. Podjetništvo v kulturi. A imate občutek vsi, da je podjetništvo v kulturi v Sloveniji nepriljubljena tema? Ali ga ima samo vode delavnice? Mogoče ni dovolj, če uporabim terminologijo, kultivirana tema, ne? V smislu, da se ni pogosto pojavljala, ne? Ker podjetništvo se vedno kot tako se uporablja za izdelke, storitve, dejavnosti. Kultura kot taka pa je vedno nekako imela prizvok, da je to neka privzdignjena stvar, ki se ne bi smela obravnavati podjetniško, ampak z neko častjo, spoštovanjem. In zato niti ni toliko podjetništvo v kulturi, kolikor jaz sem šele zadnja leta, zadnje desetletje. To je zanimivo, da tudi ne samo v elitni kulturi, tudi v undergroundu, v subkulturah podjetništvo ni obravnavane s častjo, oziroma je nepriljubljena tema. Mogoče zato, ker je podjetništvo, vsaj pri nas, malo kulture. No, seveda, to je druga stran, ker je seveda vsako temo, vsako stvar je potrebno gledati iz obeh zornih kotov, to je logično. In jasno, da tudi na podjetniški strani ni dovolj kulture, oziroma je sploh verjetno ni po nekaterih teorijah. Zakaj je temu tako? Kdo je prvi? Kdo ima večjo vlogo v družbi? Kulturniki, medijski delavci ali pa podjetniki? Kdo bi moral inicirati obnašanjske vzorce v družbi? Torej podjetniki, lastniki, menedžerji, vodje enot v podjetjih in delavci v podjetjih ali pa kulturniki. Kulturni menedžeri, direktori javnih zavodov, direktori zavodov, umetniki, samostojni kulturni ustvarjalci, medijski delavci, novinarji, menedžment v novinarstvu, menedžment v medijih. Kdo je tisti prvi, kaj mislimo, ki bi moral inicirati drugačno kulturo organizacije? Mislim, da je premalo izkoriščeno to že v Sloveniji, ker je mogoče se zdi širši javnosti nezanimivo, ker ni mogoče toliko profitno podjetništvo v kulturi, ker mogoče ni toliko profita. Danes je le vse denarno in tako mogoče ni to. Glede tega pa mislim, da bi mogli bolj vsi sodelovati s kulturniki, podjetniki, da bi se to bolj izkoristilo, da bi postalo širši javnosti in da... Ja, v kulturi imamo opravka z neprofitnimi organizacijami. Vse organizacije v kulturi pri nas so neprofitne organizacije. Kar pomeni, da... Kar pomeni, da?
ne ustvarjajo profita in si ne profita ne delijo. Ne? Kar pa ne pomeni, da ne smejo zaslužiti in s tem svoje dejavnosti točno to. Izboljšati. Ne? Točno to, o tem se pogovarjamo na tej delavnici. Pomeni to, da kljub temu bi kulturne organizacije, kulturne inštitucije morale delovati po vseh standardih podjetništva in upoštevati vse standarde podjetništva. Gre za splošno uveljavljeno mišljenje in pa strah pred spremembami in pa strah pred podjetništvom. Seveda, tudi čas ni naklonjen naravno zaradi tega, ker gre za določeno spremembe v družbi, ki se dogajajo, katerih smo priča leto 12, v koncu leta 12, o spremembi kapitalistične družbe v družbo, v pravičnejšo družbo ali kakorkoli, ampak tukaj je verjetno oziroma sigurno prisotna visoka stopnja nizke izobrazbe, temu bi to lahko rekli, podjetništva v kulturi. Mogoče celo podjetništva nasploh v družbi. Torej, zakaj bi v kulturi tudi lahko pristopili po principih podjetništva? Vprašajmo se, ali je samostojni kulturni delavec, ali umetnik, ali javni zavod, ali zasebni zavod kulture, ali društvo, ali ne funkcionira tudi po vseh principih podjetništva. Ali, na primer, umetnik, če je likovni umetnik in se odloči naslikati likovna dela, ali ne potrebuje barve, ali ne potrebuje platna, torej se mora ukvarjati z nabavo. In če je naslikal že več slik, se mora nekje imeti prostor, da to skladišči. In ker ne bi rad verjetno imel vsega v skladišču, se verjetno mora ukvarjati s prodajo. Če se ukvarja s prodajo svojih likovnih del, se verjetno tudi mora ukvarjati s promocijo, z marketingom. Mora organizirati razstave svojih del in mora postaviti ceno, torej se mora ukvarjati s cenovno politiko. Naprimer, nekdo bo postavil ceno, ker hoče prodati 100 del, namesto raje, da proda 5 del, bo postavil ceno 100 evrov v svoji sliki in bo prodal raje 100 del, če jih proda. Drugi bo pa šel v drugačno cenovno politiko, za drugačen segment odjemalcev, ker bo prodal eno sliko za 100 milijonov. Oziroma, zdaj vprašanje, kdo si, kaj želi in kako. Bolj si želi prodati sliko za 100 milijonov, bolj mora upoštevati principe podjetništva, verjetno marketing in tako naprej. Torej, če naštejemo po vrsti, prosim pa, če smo katerega pozabili našteti, da me to opomnite. Torej, najprej, tako kot v vsakem podjetju, potrebujemo tudi v kulturni organizaciji, v samostojnem kulturnem ustvarjanju ali pri kulturnem društvu, torej potrebujemo najprej idejo o izdelku. Ta je v kulturi oziroma v umetnosti najpomembnejša. Torej, ideja o izdelku, kaj bomo delali, kakšno pesem bomo zbili, kakšno sliko bomo narisali ali kakšno virtualno umetnost se bomo šli, ali sodobno umetnost. Kakšno prireditev bomo organizirali? Kakšna prireditev? Pri prireditvi pa sploh pride v poštev pri produkciji uprizoritveni dejavnosti in pa festivalske dejavnosti, pa so sploh pomembni principi podjetništva, kajti drugače je ne moremo izpeljati uspešno. Torej, najprej ideja o izdelku ali o proizvodnji, kajti umetniški izdelek lahko tudi množično razmnoževan ali pa razmnoževan na nosilcih, na medijih. Potem moramo imeti prostor, seveda moramo imeti fizični ali pa virtualne, tudi če se ukvarjamo z virtualno sodobno umetnostjo, jo moramo nekje delati iz ene sobe oziroma iz enega prostora. Potrebujemo sredstva, potrebujemo finančna sredstva, materialna sredstva, potrebujemo kadre, potrebujemo kadrovski menedžment. Če je organizacija večja, moramo kadre izobraževati, moramo se s kadri ukvarjati. Je tukaj nabava, smo rekli prej, potem je proizvodnja. Če imamo proizvodno, kot samostojni umetnik, seveda rabimo prostor in tam za proizvodnjo rabimo čas, rabimo sredstva, spet kader in vse, kar smo prej našteli. Potem med proizvodnjo oziroma pri koncu proizvodnje se ukvarjamo s kvaliteto izdelka.
vsakdo se ukvarja tudi s kvaliteto svojega umetniškega izdelka, oziroma se to preda kritiki v trganje ali raztrganje ali pa v hvalo, ali pa se to preprosto razstavi oziroma postavi javnosti in je javnost največji kritik. Še prej pa je seveda pomembno, če se sami ukvarjamo s kvaliteto svojega izdelka, to pomeni, da glasbenik večkrat posluša in tako naprej svoje pesmi. In kaj je to drugega kot kontrola kvalitete? Kontrola kvalitete je termin iz podjetništva. Potem seveda imamo tukaj tudi pakiranje. Torej, ne nazadnje, najbolj banalna stvar, vsako stvar menim, da lahko preslikamo v kulturno proizvodno, v umetniško proizvodno. Tudi če umetniško sliko nesemo na razstavo, oziroma jo pošljamo na razstavo, ali jo prepeljamo iz druge države na razstavo, potem se še moramo tukaj ukvarjati s prevozom, oziroma verjetno z ATA karneti, če imamo še zraven opremo. Umetniški izdelki morajo biti vsi popisani, kajti imajo svojo vrednost, in pri prehodu meje je to še bolj pomembno in je potrebna birokracija. Moramo imeti birokratski aparat, oziroma moramo obvladati sledenje birokracije. Množične izdelke pakiramo, jih prepakiramo, potem je tukaj skladiščenje. Pri marsikaterih izdelkih, umetniških izdelkih, je skladiščenje, oziroma pri večini, je skladiščenje celo izredno zahtevno. Mora biti tukaj pravilne temperature, naprimer pri posnetkih, pri glasbenih posnetkih, mora biti tukaj prostori primerno zračeni, klimatizirani na točno na takšno temperaturo. Tudi pri umetniških slikah mora biti prostori klimatizirani in zračeni na takšno temperaturo. Tako skladiščenje včasih tudi tehnologije, ki jo uporabljamo za produkcijo. Tehnologija mora biti pravilno skladiščena. Je tukaj marketing, smo rekli. Tukaj so različni pristopi marketinga. Včasih celo, oziroma v večini primerov, novi pristopi marketingu nastajajo v umetniških oziroma kulturnih inštitucijah in potem prehajajo v podjetniški prostor oziroma ekonomski prostor. Tukaj so odnosi z javnostmi v kulturnih organizacijah ali pa tudi samostojni umetnik. Vsi se večino oziroma veliko časa v javnosti ukvarjajo z odnosi z javnostmi. Torej, s PR-om, kaj in kako smo predstavljeni mi, ki ustvarjamo, oziroma mi, ki organiziramo organizacijo, oziroma mi, ki ustvarjamo umetniški izdelek. Kako smo predstavljeni javnosti. Torej, skrb za odnose z javnostmi je eden izmed velikih skrbi, oziroma veliko časa se posveča tej dejavnosti. Prej smo rekli, da tudi segmentacija proizvodov se vrši za ciljne publike. Torej, mi ne bomo povabili na lutkovno predstavo za otroke, na otroško lutkovno predstavo ne bomo povabili verjetno publiko srednjih let, ki pričakuje nastop točno tistega glasbenika, ki si ga želi videti. Cenovna politika. Torej, to pride poštev tudi pri glasbenih predstavitvah. Pri nas je to mogoče manj vidno, kajti večina prireditev je zastonjskih in je to ena izmed zablod kulturne politike. Ampak cenovna politika se mogoče bi lahko opazila v gledališču, kdo to pozna bolje, ne vemo. Če višji sloji plačujejo višjo vstopnino in boljše sedeže v gledališču, ali so to vsi, ali pa mogoče celo nihče ne plačuje, tudi tam. To je mogoče naslednja tema za SITV. Torej, segmentacija proizvodov in segmentacija ciljne publike se dogaja tudi, oziroma zato tudi moramo skrbeti. Cenovna politika smo rekli. Finančno načrtovanje. Jasno, da finančno načrtovanje, oziroma v podjetništvu se to imenuje controlling, finančno načrtovanje, kaj se bo zgodilo čez 3 mesece, čez pol leta. Ali bomo takrat še lahko izplačali plače, ali bomo takrat še imeli za materialne stroške, oziroma katera faktura bo morala biti zaprta čez 3 mesece in to pomeni, ali bo takrat ostalo za honorarje, za plače, načrtovanje finančnega oziroma denarnega toka. Vse to so
stvari, ki jih resna kulturna organizacija mora upoštevati in jih upošteva. Če ne, so seveda nastanejo veliki problemi. Računovodstvo... Pri finančnem načrtovanju mogoče tudi prej, ko smo imeli prireditev, ko smo rekli, da je večina prireditev zastojnskih, v bistvu za finančnim načrtovanjem se tudi je smiselno vnaprej oceniti, ali se brezplačna prireditev sploh splača delati na nekem določenem rangu, ko mora že velike finančne vlaganja storiti. Ja, seveda. Pri nas imamo veliko primerov, kjer so velika finančna vlaganja in so prireditve brezplačne. To je sedaj lahko, to je stvar kulturne politike. Moje osebno mnenje je, da to ni pravilno, temveč bi morali ali za različne skupine, socialne skupine, različne pakete cenovne pripraviti ali pa se nekako drugače obnašati na trgu, kajti s tem, ko delamo zastojnske prireditve, s tem rušimo trg konkurenčni organizaciji. Ni pa nam cilj, tako nam ne bi smel biti cilj v kulturi rušiti konkurenčno organizacijo, kajti bi morali biti že v obdobju postkonkurenčne družbe, kjer konkurenti med seboj tvorno sodelujejo v izgradnji boljšega lokalnega in globalnega okolja. Torej, računovodstvo smo rekli, pravimo. Vsaka kulturna organizacija se v globalnem svetu srečuje tudi, in tudi samostojni umetnik se vsekakor sreča tudi z mednarodnim poslovanjem. Če umetnik ne razmišlja o mednarodnem uveljavitvi v mednarodnem kulturnem prostoru ali pa na mednarodnem trgu, potem v sodobni družbi nima veliko možnosti za dolgoročni obstoj. Torej, mednarodno poslovanje pride v vsakem primeru poštev. Smo imeli zadnjič primer, ko smo šli na turnejo in promovirali XU Elektronika Volumen 3 ploščo. In tam se je pokazalo, kaj pri mednarodnem poslovanju oziroma mednarodnem nastopu ene kulturne organizacije je vse potrebno. Od špedicij do Atakarneto, do poznavanja različnih kultur, različnih lokalnih okolij. Ne moremo, na primer, se pri nastopu in promociji izdelka v muslimanskem okolju obnašati enako, oziroma kot v katoliškem okolju Svet Maribora, na primer, ker tam vsekako veljajo drugačne kulturne kode. Ne moremo se v pravoslavnem okolju obnašati enako kot v muslimanskem, na primer. In to poznavanje različnih kulturnih okolij, poznavanje različnih običajev je izredno pomembno za uspešen nastop na mednarodnem okolju. Kajti mi nismo prišli vsiljevati svoje kulture drugemu okolju, temveč se v modernem svetu reče, mi smo prišli prodajati svoje proizvode v drugo okolje. In seveda imamo tudi interes, da pripeljemo izdelke, kulturne proizvode in umetniške izdelke na naše tržišče iz drugega okolja. Smo mogoče kaj pozabili našteti, kaj je v podjetništvu, kateri elementi podjetništva nastopajo tudi v kulturi? Meni se zdi, da sem spregledala analizo trga, analizo ciljnih kupcev, ali ne, dejansko moramo vedeti, kateri izdelek prodajamo komu. Tako tudi pri podjetništvu v kulturi, komu je namenjena določena prireditev, določen kulturni izdelek, kulturni produkt in da se tudi potem pri samem trženju osredotočimo na to ciljno skupino. Ja, seveda. Zdaj pri knjižni založbi, na primer, če imamo mi knjižno založbo za humanistiko in filozofijo, ne bomo šli v reklamiranje izdelka filozofske razprave, recimo knjige o filozofske razprave ali pa v subkulturah, ne bomo šli tega reklamirati množično v vsa gospodinstva. Temveč bomo šli promovirati ciljno na fakultete filozofske, fakultete za sociologijo, med intelektualce, na knjižne sejme in tako naprej. Če je prav, mogoče spet, če lahko osebno mnenje izrazim,
zakaj pa ne? Zakaj pa ne bi šli filozofije in humanistike promovirati v vsa gospodinstva tako kot kuharske priročnike? Mogoče bi pridobili kakšne nove kupce oziroma potencialne kupce ali pa predvsem iz vrst mladine, podraščajočih. Kajti nenavadni pristopi v marketingu in bi lahko v bodoče pomenijo, seveda lahko pomenijo totalno neprimerno investicijo, lahko pa pomenijo, prinesejo nove rezultate, lahko se obnašajo kot raziskava. Seveda, imamo premalo raziskana tržišča, kulturne inštitucije nimajo raziskanih trgov, verjetno to lahko v neki meri trdimo tudi za subkulturni azil, da trge nimamo raziskane tržišč. Vendar, kot rečeno, smo v času, ko se družba spreminja in se tudi kulturna politika spreminja in se bo spreminjala. Torej, naslednji sklop, če se lahko pogovarjamo o nekaterih zablodah kulturne politike. Smo vsi že slišali, da prireditelji koncertov, prireditelji festivalov, glasbenih festivalov, glasbeno-scenskih prireditev govorijo o tem, kako izobražujejo publiko. Mi izobražujemo publiko. Mi štejemo to kot eno izmed večjih zablod kulturne politike. Kajti, kje pa potem so rezultati izobraževanja publike? Namreč rezultati bi naj bili, da bi se publiki izboljšal glasbeni okus, publika bi najbolje v večjih množicah obiskovala kvalitetnejše gledališke predstave in ne samo zabavne komedijanske predstave in tako naprej in tako naprej. Torej, zakaj ni večjih rezultatov? Mislim, moje mnenje je, da tako je vedno en isti procent populacije poslušal recimo jazz ali pa klasično glasbo ali pa improvizirano glasbo, medtem ko pa vedno isto velik procent je vedno poslušal komercialno, oziroma mogoče ni pravi izraz komercialna, temveč glasbo za popularno, pop glasbo narejeno za množice. Tako da štejemo izobraževanje publike, tako imenovano izobraževanje publike pod slab PR. Kajti, nenazadnje se bo nekdo vprašal vse te organizatorje festivalov in kulturnih prireditev, ja, kaj pa vi delate vsa desetletja? Kako pač mislite izobraziti publike, če morate vsako leto, oziroma iz meseca v mesec ponovno izobraževati publiko? Po drugi strani je to tudi kot neka vrsta žalitev publike, ne? To pa je drugo, ne? Seveda, to je žalitev publike tistih, ki potem prihajajo na te prireditve. Zanimiv, zvoni kot. Potem, Hoče pa problem samo to, da se to ne izvede dejansko. Samo koncert ni pa nečesa, kar bi še človeko dalo misliti, da se je izobrazil, kaj. Tudi noben ne raziskuje tega, ne vem, kaj je pred koncertom, kaj je po koncertu, kako to vpliva na ljudi, da bi to ljudje tudi razmislili, če bi kdo to meril, bi tudi mogoče ljudje o tem govorili in bi mogoče tudi prišlo v javnosti do tega, da je to neke vrste tudi izkušnja, ki te izobrazi, ki te, ne vem. Samo, kakšna bi lahko bila merila za metode merila za meritev, kakšne pa publika pred? Da to dela sprašalnik, ali ne vem, z opazovanjem, ali z vem. Samo nišče tega ne dela, to vsak samo napiše. Dobra ideja za raziskovalno nalogo. Ja, dejansko je lahko tudi že sama širitev obzorij, da neka prireditev, film, knjiga, karkoli, da odpre neki novi pogled posameznikov, ki to dojema. Je to že lahko neke vrste izobrazba, da je že pripravljen dojeti neke druge stvari. Vem, samo kako bi merili širitve obzorja?
Ja. Torej, to je ta... Iščemo strokovnjaka, ki to obvlada. Ta terminologija... Na pozvaciji rekel, pa. Ja. Torej, ta terminologija izobraževanja publike je zelo vprašljiva. Ne? Ker o glasbenih okusih, na primer, se ne razpravlja, pravi nekateri, ampak kakorkoli. Potem naslednja zabloda. Stopnina je zlo. Teži se vedno k temu, da je čim več preditev zastojskih brez participacije publike. Zdaj, mogoče bi vaše mnenje, to bi res bilo zanimivo. Čisto iskreno osebno mnenje posameznikov, kajti meni je tudi zelo všeč, če imam vse zastonj, da ne rabim plačati stopnine, celo, če poznam organizatorja, ga mogoče kontaktiram, a bi mogoče za prijatelja bila vstopnica na voljo zastonj. Pa ne samo ena, več ne bi šel sam na koncert. Ne vem, kakšno je vaše mnenje o tem? Seveda vsi imamo radi to, da dobimo nekaj, za kar ne potrebujemo plačati. Meni se zdi, da je stopnina že neka simbolična stopnina, da je pohvala, prispevek k organizatorju. Ne? Mogoče predno sem delala v kulturi, jaz tudi pač razmišljala, ne grem tam, kjer je zastonj, ampak odkar delam v kulturi in vidim, kolikšen je dejansko trud za celotnim tem procesom izdelka, ki na koncu pride ven, nimam nič proti vstopnini za kulturno prireditev, za kulturni produkt. Ne. Tudi če recimo za Estonjo se želi prostovoljni prispevek, rade volje dam, ker poznam ozadje. Mislim, da ima to pozitivne in negativne strani. Ne. Če boš dal preveliko stopnino oziroma stopnino, mogoče ne bo toliko obiskovalcev, pa mogoče niti toliko se ne bo umetnik sam predstavil v širši javnosti, niti do priložnosti ne bo prišlo. Če pa bo zastonj dal, pa bo mogoče propadal nadalje krog, ker bo zgubljal finančne zmožnosti in bo obupal nad svojim izražanjem, nad svojim. Tako da to je. Ja, to so različni pristopi, ker festivali umetnike plačajo in dobijo fiksno plačilo. Medtem ko vstopnine za prireditev ni. Seveda se prihaja potem do paradoksov, da tudi umetniki potem se odločajo kasneje narediti, da oni sami igrajo zastojno, do teh paradoksov že prihaja, ne? In da naredijo, prirejajo koncerte, na katerih ni stopnine, ker seveda se je uveljavilo splošno uveljavljeno mišljenje pri publiki, da je stopnina zlo, da je stopnina brezvezna stvar, da je nepotrebna. Kar pomeni, da so ti zastonjski festivali porušili trg v popularni glasbi. Kajti govorimo predvsem o tem, o popularni glasbi, ki se prodajajo kot kulturni produkti. In se s tem, z prireditvijo, ki so v bistvu v javnem interesu, rušijo ekonomski odnosi v popularni glasbi. Kar pa nikakor ni v interesu produkcije popularne glasbe, nacionalnega ali pa katerega koli lokalnega okolja. Kajti potem se ustvarja mišljenje, da za tega lokalnega umetnika seveda ne bomo plačali vstopnino, ker on ni dovolj dober. In seveda se tukaj posredne škode, različne posredne škode, nepopravljive škode dogajajo. Tudi tako, da manjši organizatorji, drugi organizatorji potem dosti težje nastopijo kot podjetniki. Drugače pa seveda ne morajo nastopiti v glasbenem poslu, na primer. Potem ločevanje med urbanim in urbano je kulturno, vse, kar ni urbano, ni kulturno. A imate ta občutek, da se dogaja to? Da nam vedno bolj dopovedujejo, da če smo urbani, potem je to, če vse ostalo je nekje, kar ni v duhu časa. Da gre za elitizem brez osnove.
Ta elitizem brez osnove tudi manjša publiko, kulturno publiko potem. To je pravzaprav tisto, kar se toče, kar je v nasprotju. Mi izobražujemo publiko, medtem ko mi odklanjamo vse one, ki so kmeti. Prvi, oni so kmeti, oni pa darejo nič in ne spadajo vsem. Torej, ta dva elementa se, in to podavali isti organizatorji v isti izjave za javnost povedo v istem tekstu. Da, mi pa ustvarjamo urbano kulturo za urbano populacijo, torej to pogledno izobraženo, ampak mi jo izobražujemo. Torej, tu se zdaj med seboj stvari Mogoče pa gre zgolj za terminološke neke zagate, ker ko smo na začetku vedeli, da je kultura tako široki pojem, pa se je pojavila potreba pri kulturni politiki, da čim bolj segmentirajo različna podpodročja kulture in se pojavil tudi termin urbana kultura, alternativna kultura, da se čim bolj popredalčkajo določeni umetniki, organizatorji, karkoli. S tem, da če rečeš kmečka kultura, je takoj negativen priznak, ne? Jaz sem mogoče je to že iz preteklosti tak, ne? Ljudje v mestih so hodili v gledališča na prireditve, ko so kmetje samo predelovali. No, ampak to ni bilo nikoli res, ne? Mislim, vedno je bilo ustvarjanje na vseh področjih, ne? Pri kmetih je to bilo, ne vem, panske kočnice, okraševanje zunanjosti hiš, notranjosti hiš, ne? Ja, zanimivo. No, na delavnici svoje teme ne bomo prišli do konca, to so širše razprave za kulturno politiko. Kako pripustiti mlade, nove igralce v kulturno-umetniškem ustvarjanju pri dostopu do javnih sredstev? Kajti okoli tega se kulturna politika največ, s tem se kulturna politika največ ukvarja. Kar seveda ni pravilno, morali bi se ukvarjati s tem, kaj ustvarimo in potem, koliko je kdo nagrajen za to. No, to so spet vprašanje konceptov, ampak a se zamislimo, kako lahko mladi kulturni ustvarjalec, umetniški ustvarjalec, se prijavi na razpis Ministrstva za kulturo na področju glasbe, na področju videa, na likovnem področju, na katerem koli drugem področju, gledališkem še sploh. Kako se lahko prijavi s svojim umetniškim projektom ali svojim izdelkom, ki ga že ima narejenega ali pa ga pripravlja. Menim, da bi se morali prijavljati na razpise pravzaprav že z narejenimi izdelki in za to biti nagrajeni, ne pa s projekti v pripravi oziroma z idejnimi osnutki. Torej, kako se lahko prijavi, ko pa so potrebne povsod, vemo, reference na teh področjih, izobrazba ta. Ja, čakaj, če govorimo o podjetništvu, tudi v marsikateri, recimo v branži so vstopni stroški višji, recimo, ne vem, moraš imeti to, ne, spet, ali recimo, ne vem, denar za postavitev hale, potem medijsko oglaševanje, razvoj izdelka, imamo tam vse pač po vrsti. Zakaj bi tukaj pri umetnikih pač pol rekli, zdaj lahko nekdo brez izkušenj, za katerega niti ne vemo, če bo ta sredstva upravičil, konkurira nekomu, ki se je že izkazal, so poti, recimo, lahko se prijavi na razpis v sodelovanju z nekom, ki že ima te reference, odnosno dovolj dolgo deluje. Meni se to ne zdi sporno, ne? Lahko pa recimo tudi reče, ok, začel ne bom z nobenim delal, ampak pogoji, da se jaz lahko prijavim na to, je recimo, ne vem, 2 leti delovanja, hop, če ne bom zdaj ustanovil, tudi čez 2 leti ne bom mogel konkurirati nekomu. Pa 2 leti pač na malo, v sodelovanju z drugimi. Ja, seveda. Mogoče bi bili potrebni tukaj posebni pristopi za tiste, ki prihajajo v sistem za mlade. Mogoče bi v tem bilo... Jaz sem tukaj tudi vidim recimo težavo dati
nekatere dragi stvari obstaja, kot razni mladinski centri in podobno, javni zavodi predvsem, ne, kjer se na koncu izpostavi, recimo, so narejeni ravno zato, da bi spodbujali ustvarjalnost mladih, da bi jim pomagali pri prvih korakih, skrbeli za promocijo, jih izobrazili. Ampak s časoma to zanesenjašo, odnosno to, zakaj so ustvarjeni, gre v drugi plan in gre vse skupaj samo še, kako bi držali svojo pozicijo, kako bi, ne vem, delali vedno večje stvari, se spuščali na nova področja, potem pa pozabljajo na svojo osnovno dejavnost, osnovno poslanstvo, ki tu je, ne? Ja, seveda. To so različne vprašanja. Torej, to pripuščanje mladih ne moramo šteti pod zablodo kulturne politike. Ali je to vprašanje ni dovolj raziskano? Jaz mislim, da je problem v tem, kako mlade pripustiti oziroma kako jih uvesti, da tega ni dovolj uvajanje v kulturno politiko. Tistih seveda, ki imajo interes. Da je to vse skupaj preveč prepuščeno samo popkulturi. Pa se ne bi strinjal tudi, recimo, obstajajo razni programi, kot recimo program Mladi v akciji, ki ga podpira Evropska unija, kjer je ravno namenjen mladim, ki šele prve korake dela, obstajajo mladinske pobude, kjer lahko mladi pač pripravljajo svoj projekt in... Ja, samo kolikor vidimo, to so birokratsko izpeljani projekti, ki jih birokrati peljejo za svoje, v interesu svojega blagostanja, bolj kot pa, da bi to bili učinki na terenu, da bi mladi imeli učinke tega, da bi mladi čutili učinke. No, to so različni pristopi in različna mnenja, vsekakor tudi pričakovana in dobrodošla za delavnico. Mogoče, če bi kdo od vas prisotnih naštel kakšno zablodo, oziroma za katero misli, da je zabloda kulturne politike. Ena, dva, tri, če ni gremo na naslednji temi, ne? Vsi poznamo financiranje v kulturi, mogoče to še vdelamo. Pred nekateri pozabijo nekatere elemente financiranja v kulturi. Financiranje v kulturi je, pa tudi vrstni red je zanimiv, ne? Tudi pri nas je vrstni red zapisan tako, ne? Razpisi lokalni, državni, evropski, mestna občina, mi ZKS, no? In potem šele sponzorji, donatorji, lastna sredstva, organizacije, prodaja na trgu, prodaja izdelkov na tržišču in pa seveda umetniki, s katerimi sodelujejo, tudi sami včasih naredijo v kombinaciji s katero inštitucijo kakšen projekt in tudi sami določen del financirajo, sofinancirajo projekt. Seveda, tukaj je problematično mogoče vrstni red, pri različnih organizacijah pa je seveda ta stopnja sofinanciranja z različnih virov različna. Nam je interes seveda, da bi čim več pridobili na trgu, čim več prodajo in seveda nam je tudi interes, moramo biti iskreni, da bi dobili enako kot drugi na razpisih za javna sredstva. Privatizacija v kulturi je ena izmed tem, ker ko pridemo do teme podjetništva v kulturi, naletimo na odpore in očitke o privatizaciji v kulturi. Torej, govora je tudi že o privatizaciji javnih zavodov v kulturi. Potem je tukaj javno-zasebno partnerstvo, za katerega nekateri trdijo, da je na poti do privatizacije v kulturi. Vendar se je tudi potrebno vprašati, zakaj so javni zavodi v takšnem stanju oziroma v takih situaciji, kot so. Ker posplošno znana je tema o neučinkovitostih javnih zavodov in tako naprej. Mogoče tudi zato, ker so premalo izobraženi tisti, ki delajo, ali pa bolj verjetno še
da so kadrovsko podhranjeni. Prej na začetku si naštel, koliko vseh stvari je potrebno biti pozoren v kulturi, isto kot v podjetništvu. Ne? In tega, jaz mislim, da 3 ljudje tega recimo delati ne morejo vsega. Ne? No, javni zavod... Recimo, ali pa 5, ali pa ja. Tudi 5 ljudi je verjetno premalo za učinkovito delo. Ne? Ja, kateri javni zavod ima 5 ljudi zaposlenih? Ne vem, to se teh manjših, recimo sploh mladinskih centrov, kjer je 5 ljudi že veliko zaposlenih. Ne? Njih ne moramo pričakovati, da bo lahko bolj kvalitetno svoje delo opravljali, če pa ne more vsak 2 dela naenkrat opravljati, to pa ne gre. Ne? Odnosno ne gre kvalitetno. Ne? Ja, samo imamo pa po drugi strani, torej javni zavod ima zagotovljena vsa sredstva, materialna sredstva, sredstva za plače, torej za osebne dohodke, za vzdrževanje stavb in tehnike, vse in pa še za pokrivanje določen procent programa. Potem se javni zavodi tudi prijavljajo na razpise, enakovredno kot drugi. Torej so na nek način veliki prednosti pred zasebnimi zavodi, pred društvi, pred samostojnimi kulturnimi ustvarjalci. Čeprav v prenekaterih primerih gre za iste dejavnosti. Torej, medtem ko javni zavodi so bi morali biti v javnem interesu in bi naj ne počeli komercialnih, oziroma ne bi prirejali komercialnih prireditev. Priča pa smo temu, da pop gledališke predstave in pa pop glasbene prireditve in pa glasbene festivale javni zavodi organizirajo z javnimi sredstvi in seveda s tem konkurirajo zasebnemu sektorju. Nerealno konkurirajo zasebnemu sektorju. Verjamem, da bi vsak zasebnik bil zelo srečen, če bi imel 3 delovna mesta pokrita, določeno vzdrževanje, tehnologije in še kaj, in bi kot tak nastopil na tržišču kulturnih produktov. Seveda so tu mnenja različna in mnenja se krešejo. Zaprašati? Kako? Kateri poti iti, ali ukiniti javne zavode, pa pustiti vse trgu, ali še tudi te, ki zasebne zavode ojačati s pomočjo javnih sredstev. Ja. Ja, seveda se to... Vsaj večino vas preorientiram, vsi na domači trg, torej se tak finte med sabo prodajamo. Naj te kroži še malo v širšem krogu, ne? Ja. Že smo že tako zapečkali, ne? Ja, vprašanje je, ali se niso že te javni zavodi v resnici sprivatizirali. So imajo zelo dobro izdelane instrumente, kako se znebiti zunanjih sodelavcev, kako sprejeti te in te programe, ki so že naprej določeni, kako sestaviti svet zavoda, ki bo čim manj kompliciral in tako naprej. Da če ne gre mogoče za privatne obraze na javnih mestih. Videli smo v Tuzli primer, ki je mogoče časovno nam malce že odmaknen, ampak in pravzaprav gre za isti princip, za isti način delovanja mladinski center in kako so potem ustvarjalci v mesto, ki bi naj imeli prostor v tem centru, kritizirali in kako je torej ekipa, profesionalna ekipa, ki je seveda plačana iz javnih sredstev in vzdrževana, kakorkoli je iz javnih sredstev, potem zaprta do drugih ustvarjalcev, za druge ustvarjalce. Tako da smo tam v bistvu priča temu, kar se je pred nas tudi dogajalo na mogoče malce bolj pritajen oziroma prikrit način. Dobro, o tem bi lahko razpravljali še. Vendar bomo šli kar na možnosti izboljšav v kulturnem sektorju. Namen delavnice je, da spodbudi oziroma približa malo podjetništvo in
kulturni sektor, zbliža malo podjetništvo in kulturni sektor. Sicer tega je veliko že prisotnega, vendar ni dovolj mogoče uveljavljeno. Kako bi s kulturno politiko spodbujali malo podjetništvo na različnih področjih, je vprašanje, na katero bi odgovorili. Vi boste tudi dobili potem na koncu delavnice en test, ki bi ga mogoče kar razdelili, pa bi na kratko izpolnili test, oziroma ni test, je bolj vprašalnik anketne narave skoraj. In ga ne imati kot test, temveč kot anketo. Če si ga razdelite. Ali kdo pozna, medtem ko je to javni interes v kulturi? Kaj je javni interes v kulturi? Mogoče, da malce sprostimo se, kateri kulturni projekt vam je bil v letu 2012 najbolj všeč? Za konec, preden gremo na izpolnjevanje formularja oziroma anketnega vprašalnika ali pa tako imenovanega testa delavnice podjetništva v kulturi. Če v kamero govorimo, kateri kulturni projekt nam je bil najbolj všeč v letu 2012. Mi smo že vsak določen čas za normalno delavnico prekoračili, ampak dobro, medtem ko razmišljamo, da izpolnimo vprašalnik in to bo to. Torej, jaz bi samo še na koncu se udeležencem zahvalil za udeležbo na delavnici podjetništvo v kulturi in pa seveda se priporočam za naslednjo delavnico za obisk. Hvala vsem. Do snidenja na naslednji delavnici.